Začetek. Spoštovani udeleženci, spoštovani gostje, novinarji in zbrana publika pred ekrani, dobrodošli na novinarski konferenci ob zaključku srečanja nadarjenih in njihovih mentorjev z naslovom Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost. Lepo pozdravljamo dekanjo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, profesorico doktorico Maro Cotič, docenta Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in sodelavca UNICEF-a, doktorja Ranka Rajoviča, predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje Kristjana Muska-Lešnika, koordinatorico projektov pri Zavodu za izobraževanje UMI Kopor, gospo Marijo Mahne, podžupanjo občine Ankaran, gospo Barbaro Švagel in ostale sodelavke in sodelavce Zavoda UMI in Pedagoške fakultete. Vljudno prosim gospod dekanjo, profesorico doktorico Maro Cotič, da nam nameni nekaj uvodnih besed. Lepo pozdravljeni v imenu Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki je za Zavodom UMI soorganizirala srečanje, ki je pomembno za oblikovanje kontinuiranega dela z nadarjenimi otroki in mladostniki. Človeški možgani še vedno ostajajo velika skrivnost, saj kot priznavajo znanstveniki, vse današnje znanje o možganih verjetno predstavlja le 1% tistega, kar je še treba vedeti o njegovih zmogljivostih. Vendar je že dovolj, da se ta 1% znanja uporabi v izobraževanju, zlasti pri izboljšanju načinov učinkovitega učenja in ustvarjalnega reševanja problemov. Zadnja desetletja so zaznamovala odkritja, ki nam omogočijo spoznanje, da vsaka možganska polobla upravlja različne vrste nalog in povezuje možgane v zelo zapleteno mrežo. Ravno to sodelovanje obeh možganskih polobel je pravi ključ ali še boljše odskočna deska za ustvarjalnost posameznika. Če natančneje pogledamo zanimive primere velikih znanstvenikov Einsteina, Picassa ali Leonarda da Vincija, dobimo zelo jasno sporočilo o čudovitem sodelovanju obeh polobel. Morda se zdi, da je Einstein svojo genialnost dolžan fenomenalni delujoči levi polobli, a Picasso ali Leonardo da Vinci pa desni polobli. Nič pa ne bi moglo biti bolj napačno. Ko podrobneje analiziramo profile teh genijev, bomo ugotovili, da so bila, na primer, Einsteinova prava strast igre domišljije in ne samo gola matematika. Einstein nikakor ni bil znanstvenik, zatopljen zgolj v števila in izračune. Sam je priznal, da je teorija relativnosti odkril na povsem drugačen način. Delo omenjenega Picassa pa nakazujejo na izjemno natančno uporabo geometrije v opisih in skicah njegovih slik. Vse odvisnosti in odnosi med posameznimi fragmenti izbranih slik so opisani v logičnem in analitičnem jeziku leve poloble. Podobno razmerje zlahka opazimo pri Leonardu da Vinciju, katerega možgani so verjetno delovali na fascinantnem združenju obeh polobel. Ti geniji so dokaz, da so človeški možgani sposobni izvesti izjemno težke operacije in zapletene naloge. Nadarjeni in ustvarjalni ljudje imajo, kot dokazujejo znanstveniki, bogatejše povezave nevronskih struktur. Ustvarjalnost je predvsem sposobnost reševanja problemov, različnih problemov, z različnih vidikov in zmožnost iskanja različnih rešitev. Pri problemih nikdar ne obstaja samo ena rešitev, ampak obstaja vedno več rešitev, obstajajo različne poti do rešitve. No in ravno v tem smislu vam bom povedala zgodbo, kako je nek fizik poiskal veliko rešitev. Na univerzi v Kopenhavnu so študentje fizike dobili naslednjo izpitno nalogo. Napišite, kako bi z barometrom izmerili višino nebotičnika. Eden od študentov je odgovoril, barometer privežemo na dolgo vrv in ga počasi spustimo z vrha nebotičnika na tla. Dolžina vrvi in dolžina barometra nam dajo višino nebotičnika. To je prva rešitev. Profesor je rekel,
To je samo matematična rešitev, ti pa študiraš fiziko, torej moraš poiskati še fizikalne rešitve. In je hotel študenta pač, da je padel na izpitu. Rektor univerze je imenoval neodvisno komisijo, ki naj bi preverila rešitev in se odločila, kaj narediti v tem primeru. Komisija ugotovila, da je odgovor seveda pravilen, vendar, kot sem že rekla, ne kaže nobenega fizikalnega znanja. Za pozitivno rešitev zapleta je komisija študentu ponudila, naj poda novo rešitev, ki kaže vsaj drobec znanja iz fizike, in dal je naslednje odgovore. Najprej lahko odnesemo barometer na vrh nebotičnika, ga vržemo v globino in izmerimo čas padca na tla. Potem pa z enačbo, ki jo vsi poznamo, 1/polovica g krat t kvadrat, gravitacijski pospešek krat čas na kvadrat, lahko izračunamo višino. Nažalost se v tem postopku uniči barometer, kar ga razbijemo. Druga rešitev je ta, če je sončen dan, lahko izmerimo dolžino barometra in dolžino njegove sence. Nato izmerimo dolžino sence nebotičnika in izračunamo višino nebotičnika s preprostim izračunom. Sicer to je več tudi matematično, ne? Če hočemo rešiti nalogo še bolj zapleteno, z neko znanstveno metodo, lahko barometer obesimo na vrvico kot nihalo in ga zanihamo na tleh in nato še na vrhu nebotičnika. Višino izračunamo iz razlitke gravitacijskega pospeška. Potem je pa še ena rešitev. Če ima nebotičnik požarne stopnice, je najpreprostejša rešitev, da se povzpnemo po njih in prilagamo od pločnika do vrha barometra k steni in izračunamo višino tako, da pomnožimo število barometrov, se pravi dolžino barometra, število barometrov z dolžino barometra. To je merimo, ne? Potem je pa še ena rešitev, ker pa nas profesori spodbujate, da nenehno iščemo nove in neodvisne načine, tako bi bilo res prav, da bi profesori spodbujali, da iščemo nove in nove rešitve, čim več različnih rešitev. Rešitve so odvisne tako od posameznika, kot tudi od situacije, v kateri je. Se pravi, dajmo povezati to še s prakso. Zagotovo bi bila najpreprostejša rešitev, da pozvonimo pri hišniku in mu rečemo, ali želite dobiti ta čudovit barometer za darilo, dobite ga, če mi poveste, kako visok je nebotičnik. Toda tudi ta rešitev ima pomanjkljivost, ker ostanemo brez barometra, ne, ker ga pač damo za darilo. No, ta študent je bil Niels Bohr in to je prvi danec, ki je prejel Nobelovo nagrado leta 1922. In s takimi problemi se je začela njegova pot. Zdaj, da še zaključim po tej zgodbi, današnja šola se prepogosto zapira v rigidne sheme. Še vedno je preveč prostora namenjena učenju faktografskega znanja, ne pa učenju kritičnega, divergentnega in ustvarjalnega mišljenja. Velikokrat v bistvu je konvergentno mišljenje preveč pomembno. Konvergentno mišljenje je pa zelo ozko, ne? Divergentno mišljenje nam ravno odpira te različne poti do rešitev in v svetu ne velja samo logika, deterministična logika, je prav, je narobe, ne? Je širše to. Takšna šola daje učencem premalo možnosti za razvoj kreativnega človeka, kljub temu, da takšen potencial pri njih zagotovo je. Da bi ga našli in prebudili, je potreben ustvarjalen učitelj, ki ne bo le razvil odkritega potenciala in možnosti, ki se skrivajo v učencu, ampak bo tudi spodbujal učence k nekonvencionalnim rešitvam. In zaključila bi z mislijo Einsteina, če koncept ni nor že od samega začetka, zanj ni upanja. Tako. Da to zgodbo mi je dal profesor dr. Kožuh, ki je tam odzadaj. Hvala, gospa dekanja, za zgodbo in za spodbudne besede.
Vse življenje hitimo po poti, kjer srečujemo veliko ljudi in pridobivamo nove izkušnje. Tudi v minulih dneh so udeleženci tabora za nadarjene z naslovom Spodbujanje nadarjenih v ustvarjalnost in inovativnost pridobili precej novih izkušenj, ki jih bodo tudi v 3 skupinah podelili z nami. K besedi vabim prvo skupino, predstavnika gimnazije Celje Center, Srednje tehnične šole Koper in gimnazije Bežigrad. Med drugim nam bodo dijaki predstavili problem mature, ki ni ustvarjalno naravnana. Aleš Rus, izvolite. Hvala lepa. Torej, jaz sem Aleš Rus, dijak gimnazije Bežigrad in skupaj z dijaki, mentori iz gimnazije Celje Center in tehniške srednje iz Kranja smo se pogovarjali o naslovu današnjega in sploh druženja ta vikend oziroma konec tedna. Torej, najprej smo se pogovarjali o šolskem sistemu in kaj se nam zdi, da so težave z njim in kako bi lahko inovativnost in ustvarjalnost dijakov ter učencev povečali. Prva stvar, ki smo jo izpostavili, so prevelike učne skupine, saj učitelji nimajo možnosti posvetiti pozornosti bolj nadarjenim učencem in jih tudi težje prepoznajo. V snov se tudi težje poglabljamo zaradi prevelikega števila dijakov. Preveč reprodukcije je druga točka, ki smo se jo dotaknili. Saj menimo, da bi morali učenci imeti veliko več možnosti sami prihajati do inovativnih rešitev, namesto da samo prodajo naprej rešitve, ki so se jih naučili pri pouku. Predvsem smo našteli primere pri družboslovnih predmetih, kjer je potrebno na testu ali pri spraševanju podati identičen odgovor, kot ga je učitelj napisal ali pa je zapisan v učbeniku. Tudi želimo več poglabljanja glede na zanimanje. Menimo, da bi morali učenci, ki jih nekatera področja bolj zanimati, imeti možnost se več poglabljati v tiste predmete in imeti tudi manj dolžnosti z ostalimi, saj včasih potem pride do prevelike obremenitve in nimajo možnosti se sami posvetiti svojim željenim predmetom, kar tudi otežuje razvijanje njihovega talenta. Zelo pomembno se nam zdi interdisciplinarno povezovanje predmetov, saj se nam zdi, da je trenutno povezovanje med predmeti popolnoma premalo, saj se predmeti zdijo zelo nepovezani, čeprav včasih učitelji celo želijo uporabiti snov iz drugega predmeta pri svojih urah, a tudi pri tem pride do težave in zapletov, saj je morda snov razdeljena malo drugače, včasih pa so celo besede za isto stvar drugačne. Naprimer, našli smo razlike pri kemiji in fiziki, ko se pogovarjamo o enakih količinah, njihove enote in oznake pa so lahko zelo drugačne. Kot predstavniki srednjih šol smo se tudi dotaknili mature, ki je seveda končni in najbolj univerzalni test srednje šole. Menimo, da omejuje in preveč natančno določa smer pouka in tudi seveda način predajanja snovi, saj moramo v 4 letih obdelati točno določeno snov, kar pomeni, da se ne moramo preveč poglabljati v bolj zanimiva poglavja, ampak moramo res povedati točno to, kar matura od nas zahteva. Ena od točk, o kateri smo se tudi kar nekaj pogovarjali, je to, da bi moral biti esej eden najbolj inovativnih in ustvarjalnih delov mature. Ravno obratno pa na eseju to skoraj preprečujejo, saj
želijo od dijakov točno to, kar navodilo zahteva. Inovativno mišljenje v eseju pa včasih lahko celo pripelje do odbitih točk in kritiziranja. Nekatere izboljšave, ki smo jih pri tem predlagali, so spet manjše skupine, kar bi delno lahko povezali tudi z nivojskim poukom, saj bi tako snov lahko veliko lažje predelovali po interesu. Naprimer, tistim dijakom, ki jih bolj zanimajo nekateri predmeti, bi namenili več ur tistega predmeta, zaradi česar bi prišlo tudi do delitve glede na zanimanje, kar pripelje posledično do manjših učnih skupin. Seveda pa menimo, da moramo še vedno ohranjati tako družboslovne kot naravoslovne vede na učnem programu, saj je oboje še vedno zelo pomembno znanje, ki ga moramo pridobiti tekom izobraževanja na srednji šoli. Menimo, da učitelji so dokaj omenjeni glede programa, ki ga morajo z nami obdelati. Situacija bi lahko bila izboljšana že s točkami, ki smo jih obdelali prej, naprimer pri maturi, če bi manj določala smer obdelave snovi, bi imeli tudi učitelji več svobode pri predajanju snovi naprej. Poleg tega se nam pa zdi zelo pomembno, da če želimo doseči ustvarjalnost pri dijakih, morajo seveda prvo biti tudi učitelji ustvarjalni. Tako, to je vse, kar smo se nekako v tem času uspeli dogovoriti, tako da hvala za pozornost. Hvala Aleš in dijakom. Če strmem v 5 točkah, si želite torej manjše skupine, poglobljena znanja, ki dijake interesirajo in manj predpisanih znanj, pa več medpredmetnega povezovanja, pa ustvarjalno maturo in ustvarjalne učitelje. To je nekako povzetek, hvala lepa. K predstavitvi rezultatov pa vabim osnovnošolce, ki so najbolj domači na ankaranskem območju. To so predstavniki osnovne šole Elvire Vatovec Prade, pa tudi njihove podružnice v Svetem Antonu in osnovne šole Ankaran. Učencem je bilo najbolj všeč to, da so bili sokreatorji programa, imeli so torej vpliv na to, kaj se je tukaj počelo. Bi bili radi tudi kreatorji učnih načrtov, to pa bomo slišali, vabim Matija Novaka k besedi. Izvoli. Dober dan, jaz sem Matija Novak in mi smo tle v bistvu napisali več o tem, kaj nam je bilo všeč na tem kampu in ga večinoma hvalili. Najbolj nam je bila všeč samostojnost, saj smo bili zelo samostojni. Tudi v delavnicah so nam učitelji kvečemu samo pomagali, mi smo delali to, kot smo želeli, tudi pri kiparstvu, ki sem jaz bil. V bistvu je bila naša ideja od začetka in mi smo delali, učitelj pa nam je samo pomagal. Želeli smo tudi pohvaliti odgovornost, saj so nam učitelji zelo zaupali in smo dobili občutek, da smo odgovorni, smo lahko delali, kakoli smo želeli, s tem, da ne vsega, ampak večinoma to, kar smo želeli in ja, zelo dober občutek je, ko se počutimo odgovorni. Bilo nam je tudi všeč, da smo si lahko sami določili cilje, kaj smo želeli pri delavnicah, kot sem že omenil. Edino, kar bi želeli omeniti, je, da bi malo več prostega časa. Se nam zdi, da so bili odmori skromni. Če gledamo, koliko smo bili dejavni, čez dan bi kakšno urico več odmore si želeli. Hoteli smo pohvaliti izbiro delavnic, mi smo bili zelo zadovoljni s tem, kar smo izbrali in tudi smo želeli pohvaliti mentorje. Bili so zelo zabavni, radi so poslušali naše mnenje, naše ideje in pri delu so nam zelo pomagali. In najbolj zanimivo nam je bilo, da s tem, ko tukaj več šol, smo se lahko povezovali med sovrstniki, smo si našli nove prijatelje in tudi nam ni bil problem začeti pogovora z ljudmi, ki jih vidimo prvič v življenju in to mi je bilo všeč. Edino, kar bi še želel omeniti, je, da
je škoda, da imamo ta kamp samo enkrat na leto, saj se dosti zabavamo in se tudi dosti naučimo, tako da, če bi lahko bil 2-3 na leto, bilo tudi lepo. Hvala. Hvala, Matija. Zapisal sem si njegov izrek, delali smo, kar smo želeli. Kljub temu pa lahko vsi prisotni vidite konkretne rezultate, ki jih ponuja od zadaj stena, pa tudi kip, ki je pred vhodom v kongresni center. Tako da gremo naprej. Tretja skupina pa bo govorila o predlogih za izboljšanje šolskega sistema, pa tudi o predlogih za izboljšanje ustvarjalnega dela z nadarjenimi. Z nami so učenci osnovnih šol Livade Izola in Miroslava Vilharja Postojna. V njihovem imenu bo spregovorila Gaja Jankovski-Palčič. Gaja, izvoli. Dober dan, moje ime je Gaja Jankovski-Palčič in mi smo se pogovarjali, kako bi lahko izboljšali šolski sistem nasplošno in delo z nadarjenimi učenci. Pogovarjali smo se, da bi bilo dobro, da bi bile učilnice na prostem, kjer bi se lahko učili na svežem zraku, da bi bil pouk krajši, naprimer 5 ali 6 šolskih ur. In menimo, da je preveč sedenja in premalo učenja na terenu. Želeli bi si daljše odmorov z gibanjem, da bi bile ocene manj v spredju in da bi se bolj upoštevalo naprimer sodelovanje. In če bi se, bi bili tudi za to bolj motivirani. Želimo si tudi več raziskovalnih nalog, ker jih je premalo in tudi premalo je dela v skupinah. Raziskovalne naloge bi pa lahko tudi nadomestile, tudi kakšno opisno ocenjevanje. Predlagali bi izpeljavo pouka na drugačen način, naprimer 2 predmetni področji naenkrat v enem mesecu, naprimer glasba in matematika, ker so na koncu meseca ocenjeni na izpitni način. Za nadarjene učence pa si želimo več taborov in da bi bili te tudi daljši, naprimer 5 dni. In družen izmenjav, mogoče tudi kakšne tematske sobotne šole, če bi bile teme zanimive. Hvala, Gaja. Hvala, Gaja. Hvala, Gaja. Nekaj trenutkov. Aha, hvala, Gaja. Tako, dijaki in učenci so povedali svoje. Če povzamem, si učenci želijo več terenskega dela, več aktivnih odmorov, več raziskovalnih taborov in več izmenjav. Zdaj pa k besedi vabim še 2 strokovnjaka. Najprej vabim doktorja Ranka Rajeviča, docenta z Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in sodelavca UNICEF-a, da nam spregovori o pomenu dela z nadarjenimi. Gospod Rajevič, prosim. Hvala, dober dan. Prvo vprašanje za vse. Kakšna je povezava prestrašenih krt in črkama? To je znanje mišljenje, to nema reprodukcije. Šola prihodnosti nema reprodukcije. To pa je težko, ja. Idemo, ajde, zavrte se vprašanje. Kakšna je povezava, kaj je skupno za želo in za viteza? Želo in vitez, vrtimo oklep. Idemo še enkrat, prestrašeni krt in črkama. Mama. Krtina. Kliče mamo, ki je prestrašena, super ide, ampak ni to. Idemo. Vrtimo asociacije, to je mišljenje, asocijativne regije, to je 30% naših kapaciteta. Mrak, ko je prestrašen krt, ide v mrak, super ide, ampak ni to. M je M. Znači M nije motika, nije mama, nije mrak. Domoti umravlja? Ne, idemo. Prestrašeni, sam povedal, prestrašeni ni vprašanje krt in črka M, prestrašeni krt. Zdaj pa začnemo misliti. Krt in medved? Ne. Ko vidi medveda, je prestrašeno, pa ga ne vidi. A dajte, prestrašeni krt. Ko je učenec prestrašen, jaz sem zdravnik, pridemo v šolo, učenec je prestrašen, kaj zdravnik vidi tu?
če bi naredil pregled stetoskop, ko smo prestrašeni, imamo srčne utripe, bravo. Pa onda to smo preformulisali novo vprašanje, v kakšno so povezave prestrašeni krh, ki ima srčne utripe in črka M. EKG. Nažalost niso još naredili EKG prestrašenom krhu, tako da ni to, ni EKG. M ste učili v šoli, mislim 3. i 4. razred. Idemo asocijacije, kaj je črka M? Učili ste iz matematike. To je povezovanje, to su asocijacije. Črka M. Iz matematike ste se učili. Bom vam dao pomoć. X, L, S, D, M. Pa 1000, kako smo vezi prestrašni krh i črka M? 1003 po venje minuti, bravo, to je. To je lekcija iz biologije na VM u Austriji. 6. razred. Uprašanje po toj lekciji je koliko utripov ima prestrašeni krh v eni minuti. I javi se učenec, Marija, moj učenik, učitelj, ja povem Marija in pove 1000. In kaj učitelj pove? Ne, bravo. Marija pove puni odgovor, učitelj prestrašeni krh ima 1000 utripov v minuti, dobi 5. To je reproduktivno. To nema razmišljanja. Moramo da mislimo. Evo idemo za 3. razred. Kaj je to? Če obrnemo na okrog, izgubi tretinu. I to vidite u sam dan. Samo ko ima odgovor neka digne ruku. Če obrnemo na okrog, to izgubi tretinu. I to vidite u sam dan 5-6 krat. Informacije su tu. Ampak mi nemamo te povezave. Nas su učili na pamet, tu ste slišali, učenje na pamet je napaka. Tu nema mišljenja, ajde, če obrnemo na krug, gubi tretinu. Vidite u sam dan. Številka 9. Bravo, 9. Če obrnemo, bude 6 i gubi. I vidite u sam dan. Kaj je problem? Pa moramo da učimo učitelje da kreiraju vprašanje za razmišljanje. Zato su nam pomembne asocijativne regije. Mi ih ne aktiviramo, škola to ne dela. Mi smo imali vrte svelenje seminar i bio je stih od Neže Mauer, naša mama bi u svetu letela. Kažem, dajte narišite mi to sliko, taj stih. Odrasli daju sliku, mama u letalu. Povem, to je logično. To je ocena 2. Dajte nelogično. I otrok naredi sliku, mama skrivi me iz glave. Sam povedao, to je za 5. Kad ste mama skrivi me iz glave. Pa je bila naloga trava sonce. Učitelji odrasli su dali sliku sonce sije, trava raste. To je logično, to je ocena 2. Otrok je narisao, trava raste do sonca. Pa su me pitali tamo vrstu psiholog, kako je moguće da učimo otroka da krila rasteju iz glave, da trava raste do sunca. Sam povedao, otrok ve da to nije res. Ampak pustite ga da krila rastu iz glave, da trava raste do sunca. Če povemo otroku, krile ne rastu iz glave, trava ne može do sunca, ne može to, ne može to, ne može to, zapiramo asocijativne regije. A u tim regijama je kreativnost, ustvarjanost i novi ideje. Ste slišali da škola ubije kreativnost zaradi tega? Nemamo nelogične zgodbe u šoli. Ne vem, 100 let nazaj su povedali, otrok uči kaj je realno. Nelogične zgodbe idu ven iz knjiga, to je ruska pedagogija, ali to cijela Evropa prihvatila. I zdaj to gre nazaj, nelogične zgodbe. Najteže lekcije, fizike, biologije, hemije, učenik se igra, dela nelogične zgodbe. Nemamo tu slada da vam pokažem. Ali evo dajte vi da date jedno vprašanje, uganko iz lekcije. Evo, internet je postao dostupan javnosti leta 1993. Kako ide klasično vprašanje u Evropi? Katerega leta je internet postao dostupan javnosti? I uvek je nadarjen učenec digne ruku, Marija, nemoj, prosim, ti imaš 5, pusti drugu učenicu da dignu ruku. Pa vi kako se zovete? Petra. Pitam, ajde Petra, dugo te nisam pitao, ustani da vidimo. Ne, sedite Petra. I ona pove, učite nisam učila.
A dvakrat si mi je to povedal, zdaj bo pa dobila oceno slabo, enko. Prosim vas, mogo drugič, ne, trikrat je konec in zdaj boš dobila eno. Marja, daj, digne se, da pokaže Petri, kako se odgovara, Marja se digne, dobije 5 in kaže,